Lepo pozdravljeni v imenu Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika. Očitno bodo taki dogodki postali neka stalnica vsaj čez zimo, ampak vsaj nek način je, kako se lahko srečamo, vidimo, podružimo. In ker ne moremo potovati, nas lahko potovanja popeljejo potopisi. Zato je danes z nami Tomo Petek in pripravil nam je predavanje Potovanje v osrčje Himalaje. Tomo je popotnik, pohodnik, vodnik in sodobni nomad. Rad raziskuje planet in svoje izkušnje deli tudi z drugimi. Po rodu je Korošec, po 20 letih potovanj pa se ima za prebivalca planeta Zemlje. Vedno ga preseneča ta pestrost in lepota naše Zemlje in na današnjem predavanju bomo spoznali velik del Himalaje ter izvedeli marsikaj o lokalni kulturi v Nepalu, Indiji in Kašmirju, o trekingih, ekspedicijah in o najvišjih gorah našega planeta. Tomo, izvoli. Hvala lepa. Nika je že v uvodu več ali manj povedala, zakaj se bo danes šlo. Šli bomo torej v Himalajo, en opus potovanj, ki se je zgodil v 10 letih od 2003 pa tam nekje do 2014. Prepotovali bomo danes več kot 2000 km po Himalaju od vzhoda, torej od Kančenzenge pa vse do Kašmira in Ladaka. In to je predel sveta, ki je meni bil vedno fascinanten. Še predne sem sploh tja prišel, sem požiral te knjige naših alpinistov, od Tomaža Humarja, Nejca Zaplotnika, Tone Taškarja. In meni je Himalaja vedno bila neka mistično gorovje, za katerega se niti nisem predstavljal, da bom tja sploh kdaj prišel. In na koncu, ko sem študiral turizem in ko sem začel se ukvarjati tudi sam z alpinizmom, sem po nekem spletu na ključi se odločil, da bom napisal diplomo na temo trekking turizma v Nepalu in z svojim najboljšim prijateljem takrat prvič tudi v Nepal in v Himalajo. Takrat smo ostali tam 3 mesece in smo prepotovali kar lep del Nepala in Indije. In če ti je ta del sveta, pa če si ti govori všeč, je to dejansko toliko fascinantno, da se začneš vračati, če ti pač življenje to možnost ponudi. In meni, hvala Bogu, je. In tudi, ko sem se začel ukvarjati s turizmom, moja prva tura je bil Nepal, je bila Himalaja in sem se tudi kot profesionalni vodnik dejansko prvič vrnil prav v Nepal in zopet pač v bazni tabor na Burmi. Himalaja se razprostira vse od Bhutana pa do Pakistana, obsega tudi Nepal, Indijo, Kitajsko, torej Tibet. In danes bomo torej začeli v Nepalu. Nepal je torej tudi najbolj himalajska dežela na svetu. Ponavadi, ko greš na trekkinge in pa ekspedicije v Nepal, pristaneš v Katmanduju in to je že, torej tu v zadnji vidimo Bodhnath, to je ena izmed največjih stup budističnih relikvij na svetu. Tu so si tibetanski begunci v Nepalu najdli pač svoj kraj, to je ogromno samostanov, je ogromno šol. In je en tak lep začetek, ko pristaneš v Katmanduju. Vedno se okoli teh stup hodi v smeri Uriga kazalca, tu vidimo pač menihe, ki so rdeče oblečeni. Večino so to Tibetanci, tudi vidite tibetanske poteze, take bolj okrogle glave imajo Tibetanci, poševne oči, tako je značilno za velik del Azije. In okoli te stupe je, mislim, da ene 50 samostanov. V ene izmed teh samostanov sem pred leti tudi par dni bival in ful fascinantno je bilo, da ti mladi fantje, vsaj en izmed otrok gre v te samostane živeti in recimo začnejo se ukvarjati z borilnimi veščinami in z samo kontrolo že pri 6-7 letih. In zelo fascinantno je videti te mlade fante, ko res vidiš njihovo gibčnost, samodisciplino, lepo je bilo te njihove rituale opazovati. Budisti so pač globoko verni ljudje, vsaj je to, ko sem jaz poznal in v
Nepalu in v ostalih delih, ker pač budizem v Aziji obstaja. In ena taka zanimiva energija okoli teh njihovih verskih objektov. To je molilni mlinčki, srečali bomo tudi na trekkingih, vedno greš za desno roko in jih vrtiš v smeri urnega kazalca. Molitev oziroma mantra, ki jo pri tem ponavljajo, se imenuje Om Mani Padme Hum ali Dragul v lotusu. Tako da to vedno čuješ, ko hodi okoli teh stup Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. In ta mantra ti pol kar nekaj zleze pod kožo. No in ko potuješ okoli Katmanduja, jaz, ko sem prvič prišel, mi je že takoj postalo zelo tako fascinantno mesto. In ko sem prvič pripeljal turiste, jaz njim doma razlagal, ja, to je tako romantično, pestro, zanimivo mesto. In sem se že na prvi turi naučil, da ne smem, ko ostali ljudje pač predstavljam državo, izhajati to, ki sebe. Zato, ker vsak ima dojemanje sveta in ljudi in vsega ostalega, eno pač svojo sliko, svojo zgodbo. In zato sem bolj z leti se učil, da ostajam vedno bolj neutralen, pač rečem in predstavljam neko deželo. Ker ko priješ prvič v Azijo, Nepal, Indija in te dežele, zna za določene ljudi biti zelo šokantno. Krave so na cesti, opice, zna biti tudi za naše oči ta dežela iz nekega materialnega vidika pač precej revna, ampak ja, vse ima svoj plus in minus. Doskrat pa vidiš tudi teh ljudi, ki izgledajo za naše oči zelo revni, znajo imeti eno tako globoko srečo in nasmeh na obrazu. Na ulici v Katmanduju, kot so že omenili, znajo biti precej kaotične. Po mestu se doskrat pomikaš temi rikšami, ki so na kolesih. Tudi s to gesto so se otroci že naučili, torej sredinski prst v Nepalu pomeni isto kot pri nas. In tu smo že pred Kraljevo palačo, Durbar Square. To pred slabih 20 let nazaj je Nepal bil kraljevina in potem se je zgodil državni udar, torej maoisti so prišli na oblast in so vrgli kraljevo družino iz oblasti. In danes je Federativna republika, torej Nepal, torej ena izmed najmlajših republik na našem planetu. In glih leta 2003, ko sem prvič bil v Nepalu, je dejansko se dogajala državljanska vojna in ne vem, ali smo bili toliko mladi, toliko naivni, da tudi ta državljanska vojna ni nas toliko prizadela, da bi pač se omaknili iz države, ampak smo še vedno ustrajali, da smo šli na trekking in pač probali uživati v tej deželi, v teh naravnih lepotah, ki jih ponujajo. Okoli te Kraljeve palače je ogromno teh hindujskih samostanov in pa templjev. In Nepal je po uradno je hindujska država, ampak ima ogromno primesi budizma. Torej, tudi Buda se je rodil v Nepalu in potem budizem razširil v Indijo. Tako da tudi na hindujskih templjih dostakrat vidiš, tudi Buda je prisoten in je nekak tak preplet hinduizma in budizma. Tile templji so povečinoma zgrajeni v 15. in 16. stoletju, ampak so v potresu, ki se je zgodil leta 2015, najhujših potresov, kar jih Nepal pomni, se ogromno teh templjev zrušilo. Zgolj ta stopnišča so ostala, zgornji deli so se zrušili in zdaj jih počasi za pomočjo UNESCO obnavljajo. Je pa recimo tu na teh stopnicah vedno domačini posedajo in opazujejo, kaj se na tem trgu dogaja. Je res tak fajn prostor, da se usedeš in malo opazuješ lokalce. Poj pa ogromno teh, na templih je ogromno spolnih aktov, na nek način, kot da bi opazoval neko Kamasutro. In eni pravijo, da bi naj te seksualne misli, ko vstopiš v tempelj, pač pustil zunaj. Eni pa pravijo, da so takrat, da je bilo v 15. in 16. stoletju, je nataliteta zelo padala, torej rodnost, in da bi naj spodbujali te vernike, da pač se množijo naprej. Torej različne teorije so, je pa res zanimivo, da greš okoli teh templjev in namesto božanstev so pač seksualni akti v različnih pozah. In vidite, da so imeli ogromno idej in različnih variant. Zanimivo je tudi recimo Katmandu je milijonsko mesto, da ogromno hiše danes v 20. stoletju in 20. stoletju nima vode doma. Torej prihajajo do teh javnih vodnjakov, se natočijo vodo in jo odnesejo domov, ki uporabljajo bolj za umivanje, za kuho, za pitje in tako naprej.
To je pa še en del Katmanduje, ki ga vam hočem še predstaviti, pred da se predstavimo v Gorovje, to je pa Pašapatinat. Tamle zgor vidite en tempelj, ki ima streho iz zlata, iz čistega zlata. To je eden izmed največjih tempelj božanstva Šivi. Noter je tudi en tak kip, ki predstavlja Šivi lingam. In to je najsvetejši kraj za hindujcev v Nepalu. In v tem predelu teče reka Bagmati. To je tako Ganges v Indiji, je to za Nepalce reka. Reka na oko je zelo umazana. In tule vidite, so ene take betonski podesti in oni jih imenujejo gat. In na teh gatih vsak dan zažgejo kar neki trupel in potem pepel usujejo v to reko Bagmati. In za njih je to na nek način očiščenje tega življenja. Torej, karmično, če gledamo, oni verjamejo, da če zažgejo njihovo truplo v tej reki, da grejo direkt v boljše naslednje življenje. Okoli tega templa je ogromno tudi sadujev, torej to so sveti hindujski možje, ki se odrečejo materialnemu, živijo ponovadi v takih zelo preprostih prebivališčih, eni pa sploh nimajo doma, torej ves čas potujejo, so romarji. Zanimivo je, da dosti teh mož se nikoli ne striže, torej imajo lase dolge tudi po 2 metra. In ta možak je bil v času, ko smo se srečali, 82 let star in je še vedno bil sposoben noge spraviti za glavo. To je zelo fascinantno. Torej, tile saduji, sveti možje, živijo od miloščine, torej pač kar jim ljudje dajo za jesti in za piti, ostalo pa so taki, ko so torej, na nek način ulični ljudje. Eni so zelo taki karizmatični, izgledajo tudi za slike, zelo zanimivi, vidite. Lase so speti v dreadlockse, oziroma so že zlepljeni skupaj, brijejo se, ne, in v tej čim mudri meditirajo ure in ure. Doskrat se pobarvajo s pepelom, s tem barvom, ki jih zaščiti pred soncem in tak naprej. Zdaj pa že počasi iz Katmanduje letimo proti vzhodu države na nepalsko-indijsko mejo. Tu vidimo najvišjo točko našega planeta, torej Mount Everest, ki je na meji med Nepalom in Tibetom, 8848 metrov visoka točka našega planeta, torej tale je gora. To je slikana iz letala in pol bomo tudi nekje na sredi našega predavanja šli bliže tej gori. To je Makalu, torej prvi 80 smo ga Slovenci osvojili, torej ko se pelješ iz Katmanduje proti vzhodu države, greš mimo Everesta in Makaluje. Torej, to je moja odprava, to je približno 10 ljudi, sem takrat odpeljal in ko greš na eno tako odpravo, tudi če je trekking, smo si vzeli 10-12 nosačev, kuharja, še lokalnega vodiča. Odpeljali smo se z džipi, približno 10 ur vožnje še do izhodišča in potem smo začeli hoditi proti Kanchenjungi. Torej, Kanchenjunga je tretji najvišji vrh na našem planetu, 8580 metrov visok, res zelo fascinantna gora, zelo odročna, eden najbolj odročnih trekkingov, ki ga lahko v Nepalu opraviš, 14 dni traja. In zanimivo je, da ko začneš v spodnjih etapah v Nepalu, je vreme tropsko, torej stopinj 30 plus, zvečer pade na 20 in pol, ko se pač prehajaš proti goram, se menja približno 20 mikroklim. To pomeni, da res, ko si na trekkingu greš skozi take zelo deževne gozdove, džungle, soparne, vroče je, polno je teh slapov, rek in pol vedno više, ko greš, vedno manj vasi, vedno manj ljudi in pol prideš res v tako totalen objem Himalaja. In v teh področjih trekkingih je res še vedno, čeprav živite na hišah, da imajo te satelitske krožnike, teda tudi civilizacija že prišla sem in elektrika, ampak više, ko greš, bolj preprosto življenje. Torej živijo v zelo preprostih hišah, dosti otrok sploh ne hodi v šolo, tudi glede zdravstva je dostikrat prej kak zdravnik, mogoče 2-3 na leto v te kraje, malo pregleda. Zato vedno, ko greš čez te kraje, te prosijo za kakšna zdravila, povoje ali karkoli. Pomaš pa tu ogromne te
določene vasi, ko smo šli, so ogromni ti granitni kamni bili, in oni so si na teh kamnih, so si na plastenki naredili eno tako sedalo in so imeli tak naravno tobogan. Torej, igrači tega nimajo in potem pač se znajdejo na svoj način. Te gugalnice, ki so približno 5 metrov visoke, so zelo popularne v teh vaseh. To je naš lokalni vodič, Majla, s tem fantom smo kar par trekingov skupaj delali. In on je mojih let in še vedno držal takega notranjega otroka. Kjerkoli je možno, se on pol nekak svojega otroka pripelje na površje. Povedno, ko se ustavimo na različnih točkah, pač pregledamo, kje hodimo, malo se pogledamo zemljevide. Himalajske čebele, ogromni roji, tu smo blizu tega smo taborili in smo upali, da se te čebele, da jih ne zmotimo pri svojem opravilu, da se ne razjarijo. Tale fant, ki kleči, to je Kadži, tudi on je bil že parkrat na naših odpravah in on je vrhunski kuhar. Torej, fascinantno je, koliko lahko v taki neki provizorični kuhinji, da lahko kuha za 20 ljudi in naredi zelo okusno hrano. Zelo pomembno je, ko greš na te odprave, da imaš dobro, ne samo opremo, ampak da imaš dobro ekipo ob sebi. Ko imaš dobro ekipo, se počutiš varnega in se tudi sam trekking ali pa ekspedicija pol izpade dosti bolj fajn. Tu smo pri domačinih, vidite, kuhajo na drva, kuhajo na teh odprtih ognjih. Zelo preprosto življenje. Za marsikire oči zna biti tudi malo šokantno, predvsem njihova higiena, ampak ko si parkrat v Nepalu, se pol teh stvari navadiš. Pri otrocih mi je zanimivo to, da jih cela vas vzgaja. Torej, da niso zgolj pri enih starših, ampak se pomikajo po vasi svobodno, prometa ni, avto ni in pol so malo pri tetah, pri stricih itd. Taki res vaški otroci, da to ustajajo. No in pol, ko začneš prehajati tam na približno 2000 metrov nadmorske višine, v daljavi že začenjaš videti prave Himalajske gore. In tu smo že v vasi Gunsa, na približno 3000 metrih. In pogledajte, tu so macesni, isto kot pri nas. Najboljši letni čas za obisk trekkingov v Nepalu je oktober in november in tudi takrat se tam začne jesen. Zelo podobna naši jeseni v določenih aspektih. In ko priješ na 3000 metrov, moraš začeti delati te aklimatizacije. Aklimatizacija pomeni, naša telesa so do 3000 metrov ponavadi funkcionirajo normalno, nad 3000 metrih pa začneš lahko čutiti vplive višine, predvsem glavo boli, dihati začneš teže, ko hodiš se te lahko malo vrti, korak postaja težji. In zelo pomembno je, ko spiš na 3000 metrih, da vedno pred, da greš spat, se dvigneš za približno 150 metrov, ostaneš eno uro tam in se pol vrneš nazaj. In to v večino primerih zelo dobro deluje. Dobra stvar višine je tudi, da se naše telo zapomni in da, ko se naslednjič vrniš v Himalajo, se telo nekako lažje aklimatizira. Tako da jaz sem bil v Himalaju več kot 10krat in vedno, ko sem se vračal, se mi je zdelo nekako, da sem se prej prilagodil na višino, ni pa pravilo. Torej tudi najboljši alpinisti v zgodovini so kdaj imeli, jih je višina presenetila in so imeli resne težave. Teda z višino in z gorami se nikoli ni ne za zajebavati, ampak dostikrat ta človeški ego zna biti tak, da se rečeš, ja, jaz sem bil že 5krat v Himalaju, ne rabim več aklimatizacije. Takrat vedno jih lahko dobiš, ne vem, pač, še ne druge po pljučih. Rododendron ponavadi cvetijo spomladi, predvsem v predelu Annapur, Everesta in je to zelo fascinantno, ko ta drevesa eksplodirajo. To smo pa zdaj že se približujemo proti Kanchenjungi, proti višjemu delu tega trekkinga. Najvišja točka na tem trekkingu je 5200 metrov približno. Se malo na to višino in da ta bazen tam vrne, ko bomo tam.
Tu na sliki zdaj vidimo naše nosače. Eni nosači so res zelo izkušeni, močni. Dostakrat so pa nosači mladi fantje, 19-20 let, fantje, ki nimajo službe in se pač prijavijo na ekspedicijo in eni izmed njih so zelo ne vejo, kaj se spuščajo, torej niso pripravljeni nositi 25 kg vsak dan, ne vem, po 15 km in takrat pač se jih usmilimo in pomagamo pri tovoru. Imaš pa določene nosače, ki se res pač stroje. Zelo radi kartajo, ob večerji se zabavajo, večerje se usedejo vedno ob ognju in si pripovedujemo zgodbe. Torej ena taka kulturna interakcija med Slovenci in med Nepalci takrat. Dostakrat tudi na trekkingu srečaš različne profile ljudi iz celega sveta. To je ena skupina iz Kanade in Izraela. Bili so zelo taki ljubitelji narave, na trenutke malo naivni, ker so imeli tako preprosto opremo ob sebi, neki šotor, so imeli kar zunaj, so mislili ves čas spati. Ko smo jih srečali tam v Ledeniku, so bili že kar zdelani, zato ker niso pričakovali, da bojo samo na trekkingu doživeli pravo Himalaja. Ampak to je 5000 metrov obdalje do 80 čak in to je vedno, so resne razmere. A je trekking ali ekspedicija, ko greš globoko v srče Himalaja, je vedno pač zelo resno. No, tu vidite, zdaj nosači nosijo precejšnji tovor, dajo se tak jermen okoli čela, da je tale vratna mišica pomaga, da ni vsa teža torej na ramenih in pa na bokih, ampak si pomagajo tudi z jermenom, ki gre čez čelo, torej z temi zgornjimi hrbnimi mišicami. Vidite, določeni predeli so zelo odrezani, poti so ozke, več ali manj so pa poti zelo uhojene in ne rač nekega tehničnega znanja, ko pač hodiš na teh trekkih. To je še zadnja vas, pred da priješ do baznega tabora Kančenzenge. In za to vasjo, ki smo zdaj videli, pa prideš do ledenikov, torej imaš par ledenikov, ki se sreča največji, torej ledenik, ki gre iz Kančenzenge, torej iz tretje najvišje gore našega planeta. Dejansko Kančenzenga pomeni 5 snežnih vrhov, 5 zakladov in 4 izmed vrhov Kančenzenge so višji od 8000 metrov. Torej, gora je zelo zahtevna, odročna in zato tudi ne sreča skoraj nobenega trekerja na tem trekkingu in pa tudi ni dosti ekspedicij, ki bi šlo na Kančenzengo zaradi zahtevnosti tega območja. No, to je zdaj tale ledenik Kančenzenga in tu živi tudi snežni leopard in zato tudi dosti fotografov pride v ta predel čakati tole ghost cat, imenuje, torej mačka duh, imenuje pa zato, ker je zelo težko tole mačko pač sreče, tole divjo mačko. Je tukaj en tak malo večji ris. Če imate radi gore, pokrajina je res fascinantna. Mi dosti dni spimo pač v šotorih, kar od zunaj, moraš imeti zelo dobro spalko, v šotorih je tam 4-5 stopinj čez noč. In naša ekipa nam pomaga šotore postaviti, zjutraj se ti šotori podrejo in se pač pomakneš naprej. To je tale dan D, ko gremo proti baznemu taboru Kančenzenge. Zjutraj nas je presenetil sneg. Začeli smo tam ob 5:00 zjutraj in Blue Ships, torej modre ovce, to je himalajski, tako neke vrste gamsi, divje koze. In tu smo zdaj tik ob tem baznem taboru in gledamo proti vrhu Kančenzenge, torej tretji najvišji vrh našega planeta, 8500 metrov visok. Na koncu sem ostal sam, ostale del skupine je omagal, so se obrnili, so z lokalnim vodičem šli nazaj. In potem, ko se začne po 10 uri sonce opirati pač v stenje različnih teh visokih gor, se začnejo tudi sprožiti plazovi. Poti so tako speljane, da niso nevarne, torej da ni nevarno, da te ta plaz odnese. Ampak na poti iz tega baznega tabora me je snežna nevihta dobila in dejansko
ko te megla pa snežna vihta dobi, izgubiš totalno orientacijo, ne, in si kar moraš biti sfokusiran, kje hodiš. To je pa jak, ne veš ste začuli za jak, torej himalajsko govedo, ki živi nad 4000 metrih, torej govedo, ki ima pljuča in telo pripravljeno za življenje na teh višinah. Džanu, torej še fascinantna gora, 7700 metrov visoka, to steno je tudi preplezal Tomo Česni. Takrat so se v naših alpinističnih krogih krešala mnenja, ali je bil zmožen to preplezati samo, ne, so se tudi določeni alpinisti pač skregali glede te gore in ta gora je pač v tem predelu. Mahovi, torej tudi nobene industrije, zrak je res, tudi letala, ne preletala te gore in je res fascinantno pač biti v tem delu. Potem smo po isti poti šli nazaj in smo se z džipi odpeljali na letališče in se odpeljali proti Everestu. Torej, zdaj smo pa pristali v Lukli, torej Lukla, legendarno letališče, ki obstaja že desetletja, to so vse ekspedicije, ki so šle na Everest, se več ali manj tu pristale, prišparaš se vsaj 8 do 9 dni hoje in iz te Lukle potem se odpraviš v osrčje Šerp, torej to so pa najmočnejši nosači v Nepalu s tibetanskimi koreninami. Oni so zmožni nositi do 70 metrov, mislim 70 kg tovora in to so tudi dejansko ljudje, ki so večino ekspedicij spravili na vrh Everesta. To je njihov center, ki se imenuje Namche Bazaar na dobrih 3000 metrih. Odstot oni izvirajo dejansko tudi v Nepalu in tu se potem ti tovori potem razdelijo in se gre proti najvišjim vrhom našega planeta. Predel je zelo fascinanten, ker je malo civilizacije, več ali manj je vse usmerjeno pač za ekspedicije proti Everestu. Eden najbolj popularnih trekkingov, tako da jaz sem se v zadnjih letih bolj začel izogibati teh najbolj popularnih trekkingov. Seveda sem tudi sam šel proti Everestu, želel sem ga videti od blizu, ampak v zadnjih letih je res to postalo toliko popularno. Ljudje pač imamo radi tisto naj in zato tudi toliko ljudi želi osvojiti Everest, ker je najvišji vrh, ker trekking, ker prideš in vidiš najvišji vrh od blizu itd. Tako da ja, je pa pokrajina, seveda je fascinantna, ta dolina cela je Khumbu Valley, torej dolina Khumbu je res nekaj posebnega. Velik vpliv Tibeta, torej vsi ljudje, ki živijo v tem predelu, imajo tibetanske korenine. Doskrat priješ na pašnike, kjer se pasejo jaki. Jaki so meni ogromni medvedi, kot da bi bili neka mešanica med medvedi in govedom, ampak so zelo plašni in prijazni, torej tudi ko greš čez njihove pašnike, se ponavadi oni umaknejo stran od tebe. In više ko prehajaš, bolje pokrajina, surova vsej svoji lepoti, je dejansko ni rastja, vse, kar te obdaja, so kamni, led, skale in pa sneg. In to je že kar dobro desetletje nazaj, ko sem šel v tale bazni tabor. Tu smo potovali z mojo zdajšnjo ženo, takrat še nismo bila poročena. To je bil na nek način eden izmed najnih testov, smo za skupaj. Ker na višini, na teh trotetskih trekkingih se marsikaj dogaja, marsikaj tudi pride iz tebe ven in midva sva zdržala. In ko smo začela hoditi proti baznemu taboru, je bil super sončno vreme, ful lep dan. In ko smo prišli v bazni tabor, se je naenkrat pojavila megla, začela snežiti. In ko priješ v ta bazni tabor, ko vidiš, da ti ljudje, ko grejo v svoje Everest, živijo dejansko na tem ledeniku Khumbu, po mesec in več, res moraš imeti poleg fizične pripravljenosti, moraš biti psihično zelo močen, torej da ne popustiš še pred, sploh da greš v svoje Everest, ker dejansko si na tem ledeniku, vidite, to so razmere, kjer si lulaš, kakaš v ene take sode,
družiš se z istimi ljudmi, ves čas plazovi grmijo okrog tebe, mrzlo je. Tako da res, razmere, res moraš biti močen. Naj je takrat povabil, prvi filipinski je bil na Everestu v šotor, na čaj in juhco, ponovali tam često juhce ponudijo in pa ingverjev čaj. In mi pijemo ta čaj in naenkrat se začne vse tresti. In mi smo mislili, da je potresni. In rekel, ne, samo glas je, to je nička takega. To se vse trese, res je kar fascinantno. Torej, to je ta bazni tabor. Zelo obljuden je takrat, mislim, da je kar 30 ekspedicij čakalo, da bo pač osvojil Everest. To je bilo pa v začetku maja, torej maj je tisti del leta, ki je najbolj primeren za osvajanje Everesta. Tu je ten star ruski helikopter, ki je 2 leti pred tem zgrmel na ta ledenik in pač to je ostalo od njega. To je pa pot proti, tam spod vidite tole modro hiško, to je en tak loč, kjer lahko trekerji tudi bivajo. Tam je ledenik Kumbo, ki gre od Everesta dol in tu smo začela se dvigovati proti točki, ki se imenuje Kala Patar ali črni kamen, črna skala. In ta točka je na 5550 metrih in iz te točke imaš fascinantni pogled na Everest. Tam za mano je gora Pumori 7000. Torej, tu smo se slikala na tem vrhu in pol je pogled torej, proti Everestu. To je torej najvišji vrh našega planeta, Mount Everest, in tu je tale bazni tabor, kjer smo prej bila slikana in pol greš nekako po tej zadnji strani gor. To je tale klasična smer na Everest, katerega smo tudi Korošci osvojili 20 let nazaj. Mislim, da je takrat na tej frizi bil tudi najmlajši zemljan, pred 22, mislim, da je bil 22 let star, ko je prišel na vrh. Tudi žal danes spokojni Gregor Lačnik je bil na vrhu Everesta. In ja, za alpinista je sigurno to ena izmed takih fascinantnih razgledov, ko vidiš to in ko priješ na to najvišji vrh, je pač najbrž, sam nisem bil, ampak najbrž v neki alpinizmu, v alpinističnem žargonu, nekaj največ skoraj. Loce, lupce, čovojo, vse imaš v tem predelu in res pač tu je točka, kjer se naš planet najviše dvigne. In pol po dolini nazaj dol, nazaj v civilizacijo, nazaj med ljudi in to je zopet v Lukli in vidite, zelo kratka pista je in pod pisto je vsaj 500 metrov prepada. In s tem malim letalom, ko je en kombi za krili, se spustiš po tej pisti in upaš, da pač priješ živ do točke B. Ja, nazaj v Katmanduju se usedemo v avtobus in zdaj že potujemo proti Manasluju. Manasluj je z slabimi 8200 metri, mislim, da 8. najvišja gora na našem planetu, še vedno smo v Nepalu. Zdaj že gremo bolj proti zahodu, se pomikamo. In Manaslu trek je bil pred 10 leti v Nepalu neke vrste odkritje. Na novo naredili smo eno tako zelo lepo 200 km krožno pot okoli Manasluja. Trekking traja 14 dni do 3 tedne. In če se že menimo, vsi trekkingi se začnejo na približno 1000 metrov višine in se gre gor do 5000 metrov ponavadi. In vsi treki se hodi 6 do 7 ur na dan in to je to. Pol pa imaš počitek, ponavadi imaš vedno 2 do 3 tople obroke, tako da dejansko je to poskrbljeno, da če te višina ali pa neka driska ali pa kaj podobnega ne zdela, če si fizično ok pripravljen, to ni ne vem kako ekstremno fizično dejanje, pač ta trekking prehoditi. Evo, to je na približno 1500 metrih. Zopet smo imeli podobno ekipo, ko smo imeli na Kanchenjungi, torej istega kuharja, istega lokalnega vodiča, en izmed vodičev sem bil jaz. Z vodičem se zmenjava, tako en hodi na čelu skupine, en pa čisto na koncu. Torej vmes se naredi tudi po 1 uro razlike med prvim in zadnjim, ampak vedno en vodič spred, en od zadnji, torej da ne, če se komu od zadnji nekaj zgodi, imaš pač v zadnji še enega vodiča, pač da se situacija lahko reši.
z ženo učimo tudi jogo, torej doskrat učimo te otroke jogo. Joga je vedno ena taka izmed točk, ko privabi ljudi, predvsem otroci, vedno zraven sodelujejo. Zopet ena taka improvizirana kuhna, kjer se pač skuha juha, dalje njihov riž z lečo, z zelenjavo, mesa se ne je dosti, pa ne zato, da bi vsi bili vegetarijanci, ampak ker je meso na nek način luksus za njih. Seveda, riž je glavna njihova sestavina pri kuhi in pač riž z omakami, to je se ponovadi in pa čapati, torej te nekvašen kruh. In potem znova, ko se dviguješ, vedno više, vedno manj je zelenja, vedno manj je vasi, vedno bolj prehajaš zopet v osrčje Himalaje, ker se srečuješ z skalami, snegom. Himalajske opice. Torej pač živalstvo in pa rast je v Himalaji je drugačno kot v Alpah in pa seveda tudi scena, vse je tam više, vse je tam visoko. In tu smo prišli v eno vas Hlo na 3000 metrih in so bili imeli en tak budistični festival in je bilo res fascinantno. Te njihove trove, ko imajo res tak poseben zvok, in pol bobni in te činele, mislim, res je tak nove. Na školjke igra, tudi školjka izove in tak res lep glas. In to je točno na to vasjo, pa vidiš vrh Manasluja. In ko vidiš prvič ta pogled zjutraj, ko se zbudiš, vse je še v temi. In pol samo ta osmi svečak je osvetljen, je res, kot da bi nekdo ti narisal, se je res nenormalno lepo. Tale vas je nažalost 2015 bila zradirana iz obličja našega planeta, menda je čisto zrušilo. Zdaj ne vem, so začeli nazaj graditi, ampak res ta potres 2015, 5 let nazaj je res bil nenormalno. Dejansko se je hiša, ali pa recimo ena drevo, ki je tu rasla, se za meter pa pol umaknilo stran. Taki premiki so se zgodili. To pa otroci, pač tam otroci živijo res v enih drugih higienskih pogojih in pa tudi prva leta nimajo stika dosti zdravnikov, razen z nekimi njihovimi vrači, šamani, karkoli. Če preživijo prva leta, ponovadi pač pol živijo. Šole so kar v samostanih, naučijo se pisati, naučijo se računati, naučijo se nekih osnovnega znanja in potem, ko so stari 10-11 let, je to, se šole ponovadi zaključijo in pač pol začnejo delati na... Torej, če niso menihi, pol grejo se vrniti domov in so pač kmetovalci. Tale ruta, ko gre mimo Manasluja, to je bila ena izmed glavnih povezav med Tibetom in pa se gre bolj južno proti Indiji. Danes še vedno les in ostale dobrine pač prihajajo iz Tibeta ponavadi na teh jakih in dostkrat smo srečali na tej poti pač te cele karavane jakov, ki so prihajali. No in tu smo šli do ene točke, hoteli smo najti grob Nejca Zaplotnika, torej Nejc Zaplotnik je bil en izmed mojih idolov, alpinističnih, tudi njegova knjiga Pot je pač res fascinantna. No, on je prav pod to steno, je imel smolo in ga je plas odnesel in je tam za večno tudi ostal. Ko smo se uspenjali proti točki, kjer bi naj bil njegov grob, se je naenkrat zopet vse skupaj zaprlo, prišlo je neurje in smo še pred tem snežnim viharjem smo našli še res zelo lepe razglede. To je jezero, ki je pod ledeniško pod Manaslujem. Smo še imeli možnost poslikati in potem smo se obrgli, šli nazaj. Zjutraj, predna smo nadaljevali, to vam želim pokazati, kar za nas poskrbijo te lokalce, ker na trenutke nas precej razvajajo. Skuhajo porič, torej eno tako ovseno kašo. Tudi v teh loncih je topla voda ali pa čaj z maslom, jajce speče in tako naprej, tako da je se kar dobro na teh trekih. No in potem se
dvigujemo vse više proti prelazu na 5100 metrih. Pokrajina znova tista fascinantna himalajska. Vidite, ko si na okoli 5000 metrov drevesa več rastejo, neki mahovi, lišaji in pa seveda ti ogromni vrhovi, ki te obdajajo. Zopet ponovadi priješ do teh ledeniških moren, ledenikov, to je pa zdaj tale prelaz, ki ga moraš prehoditi na tem trekkingu 5100 metrov in potem greš po drugo stran prelaza in greš po drugi strani okrog, torej Manasluja. Znova, ko se začne spuščati nazaj, prihajaš skozi gozdove, riževa polja, tudi ogromno marihuane raste v teh predelih. Eni jo kadijo, eni jo uporabljajo pač za izdelovanje vrvi še vedno in tako naprej. In potem se tale krog Manasluja sreča z krogom Anapurne in pol lahko tu kar nadaljuješ okoli Anapurne. In gremo zdaj proti Anapurni, proti gori, ki me je dejansko poklicala in prepeljala v Nepal. Prvič, ko sem šel v Nepal, sem prišel do Anapurne. To je bil tudi moja tema pri diplomi, ki sem jo pisal. Študiral sem ekonomijo smer turizem in naj bi bil prvi v Sloveniji, ki sem napisal diplomo na temo trekking turizma v slovenščini. In želel sem pač raziskati, kako poteka organizacija in priprava na trekking in pol tudi sama izvedba trekkinga. Zato sem šel z dvema prijateljima iz Koroške, smo šli na ta trekking okoli Anapurne. Ta trekking je bil zbran v 90-ih za najbolj fascinantni gorski trekking na našem planetu. In zato je tudi zelo nekako me navduševal, da bi ga šel prehoditi in dejansko res je bil ful fascinanten. Fascinantno je pa zato, ne samo zato, da vidiš najvišje gore, ampak sama kultura, ogromna je vasi tam, ogromna je narava se ful spreminja in je res fascinantno. Gozdovi, džungla, travniki, mislim res tako ful je lepo. Torej, molilne zastavice, to na vseh vrhovih ali pa prelazih vidiš te molilne zastavice, 5 različnih barv, 5 elementov, na njih so napisane molitve, zopet tale Om Mani Padme Hum med drugim in oni verjamejo, da ko veter piha, raznaša to molitev v vesolje. Trekking znova, uradno, 3 tedne dolgo, mi smo ga prehodili v 14 dneh, ful smo uživali na tem trekkingu. In naše potovanje takrat, ko smo šli na to pot, je trajalo 3 mesece in če v teh 3 mesecih se ne skregaš, ponavadi postaneš res povezan za celo življenje. Mi dejansko smo še slabih 20 let po tem treku, smo še vedno zelo povezani. Pri tej sliki sem se ustavil, ker je ta kapitalizem je res fascinantno. Ne prišel je tudi v votline v Himalaji. Jaz sem za tega nekaj slišal od enih znancev, so rekli, moraš iti do njega, on ti bo dal kao blessing, blagoslov, da boš ostal živ, da boš lahko vse te himalajske preizkušnje preživel in tako naprej. Res je to zgodilo, da sem do zdaj vse himalajske preizkušnje preživel, živ in zdrav, prišel nazaj, ampak ko sem prišel do njega, je prvo pokazal na tale krožnik in je rekel prvo denar, pa blessing, prvo sem mogel plačati, tudi ima znesek, koliko moraš dati par evrov, in potem vam kao blagoslovi, lahko se tudi slikaš in potem pač nadaljuješ pot. To je ena vas Manang, kar za himalajske razmere velika vas. V tej vasi izveš marsikaj o višinskih boleznih, tudi doktore imaš tam, tudi heliport, torej da za tiste, ko dobijo višinsko bolezen, da jih rešijo. In ponavadi kak dober dan ostanemo, tu se aklimatiziramo in se potem nadaljuje proti prelazu Torongla. Torongla je eden najvišjih prelazov na trekkingih v Nepalu, skoraj 5500 metrov visok. In to je že višina, ki je za trekerje in pa za ljudi, ki so prvič prišli na višino, precej ekstremna višina. Tako na teh višinah pač upaš, da bo vse ok. Predvsem na tem trekkingu moraš 1000 metrov visoko se dvigniti, da prideš do tega prelaza. Zgodaj zjutraj štartaš na ta prelaz
in se znova dvigneš pač do točk, ki te pripelje do fascinantnih razgledov vse do Tibeta. No, to je zdaj tale naš štart. Zjutro, ko se začne sonce prebujati in osvetli te gore, je res fascinantno. To je ob 5-6 zjutro. Pol na eni točki se celo lahko staviš, se malo krepčaš, potem nadaljuješ in se začne tale gorska puščava, vpliv Tibeta, torej podnebje, ki je značilno za Tibet, je, da je dejansko na teh planotah je puščava 5000 metrih, zato ker so gore toliko visoke, da se monsuni zadržujejo na jugu in dejansko Indija in tale južni del ima ogromno padavin, Himalaja pa v teh predeljih ostaja sušna in tam nič več tudi ne raste. To je ta prelaz, 5416 metrov. Razmere so zelo take, se pravi, pusto podnebje, tudi puščavsko, tudi pokrajina, vidite, zelo taka pusta in tam v ozadju že vidite pogled proti Tibetu. To je pa še ena izmed fascinantnih gora Dhaulagiri, mislim, da je 8167 metrov visoka gora. To je pa leta 1999 Tomaž Kumar preplezal južno steno, več kot 2000 metrov vertikalne stene, en izmed najbolj vrhunskih podvigov v alpinizmu je to bil. In takrat je tudi pripeljal internet v Himalaje, takrat je tudi bilo dosti polemik, zakaj je to naredil, da pač alpinizem mora ostati tam, kjer je, itd. Ampak ja, cel svet je izvedel alpinističen za njega in za ta podvig. Tu se zdaj spuščamo nazaj proti, rečemo temu, civilizaciji, proti tej soteski, ki pripelje do vasi Johnson. Johnson je tako tudi ena vojaška baza, tako da lahko odletiš iz tega predela. In to je gora, mislim, reka Kali Gandaki. In po tej, to je res zelo široka struga in tu v tej strugi lahko nabiraš stare fosile, ogromno lepih primerkov je tudi kamnov. V zadnji zopet vidimo Dhaulagiri. In vedno po 11 uri začne tu ekstremno pihati. In to je vsak dan, vedno ko so prišli te soteske Kali Gandaki, je to res držalo. Po jutranjih urah je začelo ekstremno pihati. In to je zdaj tale Johnson. Odletimo v Pokhara, v drugo največje mesto v Nepalu. In Pokhara je res eno izmed mest, kjer se res lahko sprostiš, spočiješ. To je ob jezeru mestece, zelo lepo. Ogromno ima tudi hotelov, restauracij in ponavadi greš tja za 3 dni se napolniti baterije in pol, če imaš dovolj časa, se spustiš še na kak trekking. In zdaj se še spuščamo, oziroma gremo še do zadnjega trekkinga v Nepalu in to je bazni tabor Annapurna. In to je tudi prvi trekking, ki sem ga pred dobrim desetletjem odpeljal. Nikoli nisem si mislil, da bom vodič, to sem pa ene družinski prijatelji pač prosil, če bi jih odpeljal v Himalajo. In ko sem to prvič naredil, sem pač videl, da mi je to všeč, da mi je to fajn delati. Od takrat naprej, dejansko od leta 2007 vodim ljudi po svetu. In zdaj smo še pa spustili do samega osrčja Annapurne, torej pod južno steno, ki je pa ena najbolj zahtevnih sten v alpinizmu pri 80 čakih. Znova, ful fascinantna pokrajina, ogromno je rododendronov, teh bambusovih gozdov in potem priješ do Mača Počare, ki je bazni tabor na 3700 metrov. Mača Počare je pa gora, ki je sveta gora za Nepalce in nikoli še ni bila osvojena. To je moja žena v elementu. In tu se zdaj dvigujemo proti baznemu taboru, proti Annapurni. Evo, to je ta gora, Mača Počare, res fascinantna. Ribji rep, če prevedemo v slovenščino, eno tako fascinantno obliko 6900 metrov in dejansko še Deviška gora, tako je še osvojena. In to je ta južna stena Annapurne.
To je prvi tisočak, ki je bil sploh osvojen na našem planetu, torej leta 1950. Maurice Hercog, Francoz, je osvojil tole steno. In to je tudi stena, ki je, mislim, da vzela skoraj procentualno največ življenj. Torej, približno 30% ljudi, ki se spoprime s to južno steno urne umre, torej skoraj vsak tretji človek. To je res fascinantne številke. In ni najvišja stena, ampak je pa zelo zahtevna. Torej, Annapurna 1, 8091 metrov visoka gora. Tak, zdaj se pa počasi spuščamo nazaj in gremo še v zadnji del našega predavanja. Torej, odpravili se bomo proti avtobusu in se bomo peljali po teh himalajskih cestah še v Ladak, torej to zdaj prehajamo proti Indiji. Indija je tudi dežela, ki ljudi res pretrese, prešejka, ne pustite ravnodušnega. To je res eno izmed dežel, kjer niti stoja, pač okej je. Ali, mislim, res ta kliše, ali res ljubiš ali pa sovražiš, mislim, res je ogromno je ljudi, ogromno je enih čustvene turbulence, se potnikov lahko tam zgodi. In severni del, to je pa skrajni sever, ko greš proti Pakistanu, proti Kitajske, pa en trikotnik, kjer sta Ladak in Kašmir. In tu sem se pred nekaj leti spustil, hotel sem prečiti iz severa na jug Himalajo in smo prevozili več kot 400 km v Himalajo. To je res 2 dni poteka tale pot čez pokrajino, ki je res noro, pa ceste so res, priješ na rob ceste in pogledaj, to je vse odrezano, nič zaščiteno in res, samo moraš zaupati, se reče, da se bomo preživeli. In to je dejansko več kot 20 ur smo se vozili in kar nekaj prelazov, tu vidite, 5360 metrov so prelazili. Fascinantno je, da je človek pač naredil prelaze, nobenih tunelov ni tu ali pa karkoli, ampak dejansko se dvigneš in se spustiš nazaj v dolino, greš nazaj gor. Busi so taki domača proizvodnja, tata, zelo zdržljivi. Dejansko na vseh teh potovanjih, ko sem se vozil, nikoli nam bus ni se pokvaril ali pa karkoli. Ogromno je vojske, zakaj? Zato, ker je še vedno konflikti 70-ih med Pakistanom, Indijo in Kitajsko. In kamorkoli greš, srečuješ vojsko. Tudi kar v zadnjem delu, ko bomo prišli na predavanje, imamo razložiti tale konflikt tudi malo, smo ga tudi sami doživeli pred par leti. In tu smo zdaj že prihajamo do največjega jezera v Himalaji, ki se imenuje Pangong Tso. In Pangong Tso je več kot 100 km dolgo jezero. En del je v Indiji, večinoma je pa v Tibetu. Zelo lepo jezero, mislim, res fascinantno. Je na višini 5000 metrov, reka je, mislim, tole voda je kristalno čista. In mi smo tu 2 dni bili ob tem jezeru, tudi šotorili. Res je spokojno. Turistov takrat ni bilo, bili smo več ali manj sami. Je pa res, da par let po tem našem obisku je pa tole jezero se pojavil na enem indijskem filmu in ogromno Indijcev to začeli odreti v ta predel sveta. To smo zdaj torej na tibetanski planoti, visokogorska puščava, tile samostani. Vedno, ko sem bral v Tibetu, mi je bilo res, vedno me je vleklo v Tibet, ampak nikoli mi ni uspelo, tudi še danes nisem bil v Tibetu, zaradi te kitajske okupacije se mi zdi, da je Tibet zgubil to svojo pač prvinskost. In dejansko ta Tibet, ki sem si ga jaz naslikal v glavi, je dejansko današnji Ladak v Indiji. In ta pokrajina, in ti samostani, in ta zasanjena pokrajina so najbolj torej v Ladaku, na čistem severu Indije. Tja sem se pol 3-krat vrnil še kot vodič, ampak sama zahtevnost te ture in pa bivanja v tem delu, ko sem tretjič zaključil, sem rekel, da se nekaj ne bom več vračal, zato ker sem kot vodič moraš tudi ti biti vedno ta gonilna sila, vedno moraš biti tisti, ki voz potegne naprej. In včasih niso dnevi, ko si na tej višini, da še vedno
In sem se odločil pač za ta ladek. Mogoče so še kdaj to spremenilo, ampak trenutno sem ta del sveta pač dal iz svojega liste, kam vodim. In še ena stvar je, ko priješ v ladek, pristaneš na 3500 metrih in ne moreš iti niže. Da, če te tu začne višina pač izčrpavati, moraš odleteti nazaj v to celinsko linijo. Tu vidite, najvišji motoriziran prelaz na svetu, Hardung La, 5600 metrov. Mi smo prosili eno agencijo, da nam je z džipi prepeljala kolesa sem in potem smo se skoraj 40 km po tej cesti spustili v dolino. Res ful. Cesta je sicer taka, kot je, in pol prideš do prestolnice Ladaka, ki se imenuje Leh, približno 30 000 ljudi tu živi in je res ful. Tu tudi z letalom pristaneš, če priletiš iz New Delhija, iz glavnega mesta Indije, in tako sem rekel, na 3500 metrih si. In potem Ladak je značilen za to pač ogromno teh tibetanskih samostanov. Več ali manj je tako, da je bil v Tibetu, večina ljudi ima tibetanske korenine, drugače pa ta pokrajina politično leži v Indiji. In zdaj se bomo iz teh obiskov samostanov še spustili za par fotografijami na en trekking v Zanskar, pokrajino Zanskar. In to je reka Ind, torej v tem predelu sveta izvira in bolj teče skozi to pokrajino proti Pakistanu. Dostakrat mostov ni, da se s tako košaro spustiš čez ali pa celo s traktorjem, greš na traktorju, da odpere čez te deroče reke. In to je še en izmed trekkingov, ki se imenuje Marka Valley. To je pa res totalno odročno. Zelo malo vasi trekkerjev, nobenih nismo srečali, a pa tu pa tam koga srečali, drugače pa sam hodiš po tej res zasanjeni pokrajini. Če je kdo bral od Evalda Flisarja Čarovni kovaljnec, torej se dogaja v tem predelu sveta. Meni so v Nepalu lepši trekkingi, ker je dosti bolj pestro, je raznoliko, so džungle, je pač pokrajina zelo raznolika. Tu je pa več ali manj potuješ po tej lunarni pokrajini in ves časa najde, tako da si na nekem drugem planetu. Tu pa tam se kakvi zasneženi vrhovi pojavijo. Tu smo bili v na neki točki, na neki planoti, kjer smo taborili. In so prav naš konj, torej imeli smo neki konj, ki so nam nosili tovor, je mogel biti podkovan in so prav šli par ur stran hoje, so pripeljali enega mojstra, ki je to naredil. In potem so tega našega konja zvezali in so ga pač na nek način nasilje podkovali. Znova jaki so nas spremljali, ko smo šli čez prelaz. Ena izmed naših gosti ni več mogla hoditi, da smo mogli dati na konja, ker se je začela višinska bolezni, torej bili smo na skoraj 5400 metrih znova. Sam sem bil malo nad 6000 metrov, ne vem pa, kako se moje telo odzivalo na ekstremnih višinah, torej na 6000 sem bil še vedno pač ok, nobenih ekstremnih pač stvari, ki bi se mi dogajalo v telesu. Pol, ko se vrneš nazaj v civilizacijo, greš v vasi, kjer ne vidijo dosti zahodnjakov, zato otroci dostakrat pač posjačijo, da bi želeli med sladkarije, igrače. Ponavadi sladkarije ne delamo, pač da se ti otroci ne navadijo cukra in pa posjačene za denar, in pa delamo pisala, če imamo kakva oblačila, kakva zdravila in tako naprej. In zdaj gremo še čisto zadnji kotiček na tem našem druženju. Se pa peljamo še pa v Kašmir. Kašmir je pa z preostankom današnjega predavanja najbolj ekstremno drugačen. Torej, ogromno vpliv muslimanskega sveta in pa Pakistana predvsem. Boste videli tudi, kako se oblika ljudi spremenijo, oblačila njihova, torej iz budizma, hinduizma gremo še v muslimanski predel Himalaja. Tu so pa ceste najbolj ekstremne. To je pa res moraš imeti potrpežljivost, dober želodec in pa predvsem ne smete biti strah teh odrezanih
cest, ker dejansko priješ na trenutek 20-30 cm od roba prepada, kjer je pa 1000 metrov odrezano navzdol. Tu smo eno noč prespali v eni vasi in smo šli pač do enega samostana, totalna tišina in pa smo slikali pač to lunarno večerno pokrajino. Takrat eno vožnjo, ko smo šli s tem kombijom, je bilo res ekstremno slabo. Imeli smo 3 prometne nesreče. Ena izmed njih je bila, da je ta naš nek mlad šofer skozi je pač forsiral določene vožnje, ki so pač bile nemogoče. No, on je videl, da je cesta dejansko nagnjena in smo vseeno šli po kao, smo se hodili izogniti temu tovornjaku in smo se naslonili na ta tovornjak in smo se 5-krat, tako so nas pol predstavljali, da smo se 5-krat butili v ta tovornjak v glavno. Nenavadno je bilo. In to je pol prehod iz Ladaka v Kašmir, čez prelaz Zožila. In gledajte, čez to cesto moraš pol priti dol, zelo prepadne, take serpentine so, upaš, da bremze drži in tek naprej, hvala Bogu, vedno je država. In to je zdaj to, kar sem vam omenil. Torej ta ekstrem iz teh okroglih tibetanskih ali pa azijskih obrazov prideš v te oblike obrazov, ki so vpliv arabskega sveta in Kašmirci se borijo za svojo neodvisnost, že odkar je Indija postala Indija po letu 1948 in to je zelo konfliktno območje ves čas in vedno, ko si tam, ne veš, a lahko greš v ta del sveta, ne? In tudi sami, ko smo prišli prvič v Kašmir, vam povem, kaj se nam je zgodilo. Torej, prišli smo v Srinagar in tam je Dal Lake. In ko so bili Angleži, tam so oni vedno šli v ta Kašmir, zato ker je podnebje bilo tako, dihati se ne dalo, ne? Ko je monsun v Indiji, poletje je zelo vroče, ne da se dihati. Kašmir je vedno veljal za neke vrste bazo za bogate Evropejce, da so se tja hodili umakniti v monsunu. In ljudje so bili zelo prijazni in tako naprej. In ko se je Indija bolj osamosvojila in so odrezali Kašmir, del ga je ostal v Pakistanu, del je šel v Indijo, je pa ta želja teh Kašmircev, da se odcepijo od Indije, postala zelo močna in še danes je zelo prisotna in vedno so ti konflikti. In mi smo enkrat za skupino živeli na tem jezeru, torej živiš v teh dejansko ladicah, so tako ene hoteli na vodi. Čez vikend so ubili 60 mladih fantov in tem ljudem v Srinagaru se na nek način utrgalo in so začeli zelo agresivno štrajkati in smo bili ujeti na tej ladji 5 dni. Ni bilo varno za nas, da bi se pomikali okrog. In na koncu nas je policijski konvoj spremljal na letališče, da smo sploh živi prišli pač iz tega Srinagarja. Recimo, na tej ladji smo bili ujeti. Mi smo si pač to naredili kot neko izkušnjo v življenju, mi smo pač neke panike hude delali. Drugače pa to jezero, Dal Lake je 30 km na nek način dolgo. Lotosi uspevajo, vse se dogaja na vodi, to je prav, ulice so, pomikaš se od soseda do soseda na čovnu, iz enega dela mesta na drugega greš na čovnu, živijo na vodi, več kot 500 teh ladij tu in je res fascinantno. Potem je tudi jutranja tržnica, v 5. zjutraj pripeljejo svežo zelenjavo in vse se dogaja na čovnu. Torej prideš, kupiš na čovnu, si daš na čovnu, se odveslaš do naslednjega čovna in je res fascinantno. Vidite, poteze, noša, vse je pač drugače kot preostali deli sveta. No in potem takrat, ko smo bili v teh konfliktnih situacij, ogromno je bilo vojske, ogromno je bilo napetosti, mi smo poskušali ostati pač zbrani in poskušali smo pač čim manj panike. In potem smo šli, enkrat smo šli po Srinagarju med te protestnike in smo pač želeli tudi njihovo plat, šli smo do indijske vojske, želeli smo tudi njihovo plat in vsak imel pa svojo plat, zgodbe in na koncu so nas povabili na eno poroko. Teda, kljub te napeti situaciji smo nekako se poskušali malo integrirati in pač zvedeti, kaj se pač dogaja med njimi.
In po naslednjo leto, ko smo se vrnili, ko se je pač stvari malce umirile, smo šli še pa na Gangbal trek, torej še na en izmed zelo fascinantnih trekingov v Kašmirju, ki pa bolj spominja na Evropske Alpe, torej ogromno je tega alpske pokrajine, vidite, tudi če pogledate, je bila tudi na nek način Slovenija, pa Švica, pa Francija. In tu smo šli torej, na to zelenje Kašmirja, Kašmirske gore, do jezera. In ta trekking je pa, mislim, da sem 3 dni traja. Znova smo imeli konje, da so nam pokrajine, da so nam pomagali pač prenesti šotore, hrano in vse, kar smo rabili. To je zelo lepo. No in tu smo prišli do ene črede ovc in mislim, da je bilo 1000 ovc. In tu so najlepše ovne v svojem življenju videli. Mislim, res, take zdrave živali so se mi zdeli, tako fascinantne, da sem prav rekel, da z tega ovna prodal na steno. Po večerih smo pa spekli otrokom tega ovna. Na žalost. Luna, imel sem en fotoaparat, ki sem lahko iz roke vedno lune slikal, sem imel fetiš na slikanje teh lun. In ful mi je bilo fascinantno, nič posebno na foti, čisto ne, ampak sem imel tam dobro razumel, da se prav kraterji so se ujeli. Svisci tule, torej zavijajo čokolado, Milka nastaja tu, v tem predelu sveta. Slovo od naših Kašmircev, slovo od Himalaja in teda prišli smo proti koncu, vrnili smo se pol Šinjaganu, leteli nazaj v Delhi in zaključil bom s fotografijo Svete gore Mača Kočare, ki je še vedno neosvojena v osrčju Nepala. Nikoli si nisem mislil, da bomo prišli v obdobje, ko človek ne bo mogel potovati. Jaz potujem že dobrih 20 let, ne sem profesionalno, ampak na nek način, tako je Nika vam prej na začetku pač predstavila, korenine vedno čutim tu na Koroškem, čeprav tudi zdaj že več kot 10 let ne živim tu, ampak človek se mi zdi, da starejši postaja, bolj čuti, odkot izvira, ampak vedno sem pa ta planet čutil kot moj planet, veš, kamorkoli sem šel, nisem obsojil, ne, oni pa tek živijo, oni pa v to verujejo, ampak sem poskušal biti vedno opazovalc, pa vedno sem poskušal stopiti toliko stran, da nisem bil nek tiste tako malo belci doskrat kao, da se dvignemo nad ostalo, ampak sem hotel biti res tisto čim bolj usvrkavati, to drugačnost, ki naš planet ponuja. In res letos, že skoraj 10 mesecev pač ne potujem, sem res začutil, koliko pogrešam to pomikanje po našem planetu. Po drugi strani pa sem se tudi videl, da to, ko smo šli nazaj v to zelo simpel življenje, ima pa tudi nek svoj čar. Teda, jaz res upam, da sem lahko še vrnil del Himalaja, ker ta del sveta je toliko fascinanten, toliko nor in pa nasplošno ta naš planet, ko usrkavaš vso to lepoto, ki jo naš planet ponuja vsem tem različnim narodom, je res nekaj fascinantnega tega. Jaz se ful zahvaljujem, da sem lahko bil vaš gost danes, da sem vam lahko pač predstavil delček svojih potovanj, tega. Najlepša hvala. Ja, in najlepša hvala tebi, da si prišel k nam. Super. Vesela sem, da smo lahko potovali s tabo, kljub temu, da so trenutno, da je nebo pri nas precej podobno temu nebu v Himalaji, da črt letal tudi pri nas ni, ko so bile prej vse prisotne. Verjetno je vse za nekaj dobro. Točno to. Tako se je treba v življenju, če se na ta način ravnaš, si dosti manj stresno stvari v življenju, pač bolj tudi vzameš. Ja, vse ima dobro nastavljeno. Zdaj, ko moramo vsi čutiti ta svoja jedra, mogoče to ni slabo za prihodnost. Res je. Tako. Najlepša hvala Tono. Hvala. Vam vsem, ki ste Ostanite zdravi. Ja. Tako da, če ne drugega, potujte zdaj za fotografijami, uživite, pa lep zaključek leta vam želite. Vse dobro.
Hvala. In tudi z naše strani bodite dobro in upam, da se kmalu vidimo. Hvala. Srečno! Srečno!